30% dražja plastika, več kot 40% dražja gnojila in tudi do 50% dražji bitumen, osnovna surovina za izdelavo asfalta. Takšne so posledice vojne v Iranu, ki jih že zaznavajo slovenski podjetniki in kmetje. Kdaj in kako pa bomo posledice vojne občutili tudi potrošniki? Marko Gregorc. Trije predstavniki treh interesnih združenj so si mesec dni po začetku vojne na Bližnjem vzhodu enotni. S podražitvami vojno čutimo tudi že pri nas. Da so njihovi člani v kriznem načinu delovanja, pravi predsednik Združenja nabavnikov Srečko Bukovec. Ocenjujejo tveganja, ocenjujejo položaj svojega podjetja v oskrbni verigi in seveda preverjajo, kaj se dogaja. Različne industrije trpijo različne učinke, kratkoročno pa je kriza najbolj udarila po kemični industriji, predvsem pri izdelkih povezanih z nafto, kot je recimo plastika. Tam so že cenovni pritiski za nekatere materiale že višji od 30%, takoj na spot trgih cene so takoj poskočile. Pod dvojnim udarcem so se v teh dneh znašli kmetje, na eni strani 30% dražje gorivo, na drugi podivjane cene gnojil. Lahko zatrdimo, da tudi po naši analizi, ki smo jo naredili, je v tem trenutku že pri ureji kot klasičnemu dušičnemu gnojilu cena iz decembra do danes narasla na 43%. Še bolj pa se je podražil bitumen, osnovna surovina za pripravo asfalta, opozarja šef gradbene zbornice. Ta se je od 28. februarja pa do danes podražil pravzaprav za več kot 50%. In seveda ta strošek se bo definitivno prelil tudi na asfaltne mešanice, kar pomeni, da se bodo projekti nizkih gradenj, se pravi prometna infrastruktura, cestna infrastruktura, da lahko v kratkem pričakujemo tukaj skoke. Kdaj pa bi se lahko skoki stroškov, ki jih beležijo kmetje, preselili na trgovske police? Maloprodajna cena se praviloma ne oblikuje na kmetijah. Mleku cena pada od oktobra lani do danes, je padla z enih okroglih 25%, ne? In vedno postavimo samo retorično vprašanje, so se mlečni izdelki pocenili? Podgoršek poudarja, da cene na koncu verige oblikujejo trgovci, sami pa so vlado zaradi krize že pozvali k finančni pomoči. Da bo morala država zaradi višjih stroškov izdatno odpreti denarnico, opozarjajo tudi gradbinci. Ker se bo ta cenovni šok nadaljeval, da bodo tudi naročniki seveda morali to akceptirati, da ne bo spet prišlo do tiščanja glave v pesek, tako kot je bilo to pri covidni krizi. Ob nadaljevanju krize Ficko v prihodnjih mesecih napoveduje do 30% višje stroške gradbenih storitev.